Dober večer. Moje ime je Rok Kvevar in v Mladinskem gledališču skrbim za spremljevalni program. Danes imamo poseben večer spominov na Matjaža Vipotnika, slikarja in oblikovalca, ki nas je lani novembra zapustil in ki je nekako svojo vizualno podobo, ki je ustvaril za mladinsko gledališče, na nek način ustvaril neko krajino, po kateri se spominjamo mladinskega gledališča, predvsem 80-ih let, najmočneje, če se spomnimo pač na to gledališče. Jaz se zahvaljujem vsem gostom, ki ste se odzvali na vabilo. Tu vas je kar precej, ki vas bom na neki točki tudi pozval k besedi, da podelite kak spomin na Matjaža Vipotnika ali pa tudi na vsezadnje, da poveste, glede na to, da nekateri prihajate iz strokovnih krogov oblikovanja, neko da nam podate oziroma podelite neko perspektivo o opusu Matjaža Vipotnika. Najtopleje bi pozdravil v našem krogu ožje družinske člane, Marjano Brecelj, Ano Vipotnik, Lizo Vipotnik, Ano Marijo Kovač in Vasijo Vipotnika. Mogoče, da stemperiramo ta večer, bi jaz začel z neko tudi osebno perspektivo. Jaz Matjaža Vipotnika v bistvu nisem poznal, ampak hkrati na nek način, glede na to, da sem odraščal v 80-ih letih in da je bil to čas, v katerem je človek, ki se je zanimal za kulturo ali pa umetnost, ali pa začel zanimati za kulturo pa umetnost, bil to čas, kjer si neobhodno naletel na določene podobe, ki so bile delo Matjaža Vipotnika. Spomnim se, na začetku 80-ih let je nekje med zvečer med risanko in TV Dnevnikom na prvem programu televizije Ljubljana pred nas stopila neka podoba Mercedesa, ki ima na registrskih tablicah napisano besedo smrad. Jaz moram reči, da je bila to neka konfuzna podoba in nekako pri svojih 7 letih sem ugotovil, da to verjetno ni reklama za Mercedes. In mislim, da šele neki let zatem sem ugotovil, da gre za neke vrste teaser, neko vrsto oblikovalske ali pa oglaševalske taktike vizualnih komunikacij. In pač sem ugotovil, da je pač ta podoba vezana na oglaševanje predstave iz mladinskega gledališča Smrad opera v režiji Dušana Jovanovića. Imel sem sestrično, ki je bila 15 let starejša od mene in se je zelo zavzemala, da človek, ki odrašča, da se seznani z neko kvalitetnejšo popularno glasbo, in v nekem momentu sem dobil za darilo za nek rojstni dan ploščo Janija Kovačiča Ljudje. Dvojni album, ki ga je oblikoval Matjaž Vipotnik. Šele kasneje sem ugotovil, da je na prvi strani neka fotografija iz Eisensteinove oklepnice Potemkin, da nekako zadnja stran spominja na nek časopisni žanr in ena od zanimivih oblikovalskih zadev pri tej plošči je bila ta, da ta fetišiziran objekt, kot je LP-ka ali pa celo dvojni album, da ga je treba uničiti, da pridemo do v bistvu besedil, ki so natiskane na notranji strani plošče. Se pravi, to je bilo moje prvo srečanje z tem, da je oblikovanje ali pa dizajn hkrati tudi neka vrsta taktike ali pa neka vrsta, bi rekel,
proceduralizma, nekega postopka, da ima svoj timing tudi. Se pravi, da se z njim nekaj naredimo, da nas poziva, da z njim nekaj naredimo. Zanimivo je pač takrat plošča delno vsebuje predstave iz Ujetnikov svobode po tekstu Emila Filipčiča, predstavo, ki jo je režiral leta 1982 Janis Pipan v Mladinskem gledališču, predsednik ZDA, Revolucija je bila sploh pač zelo popularna, pa seveda najpopularnejša Delan kot zamorc. Tam sred 80-ih let, mislim, da leta 1987 so naši starejši bratje prišli domov z nekimi priponkami, na katerih je bila izpisana številka 133 in prečrtana. Seveda, ker prihajam iz vasi, so bile to džinsi jakne, verjetno, če bi bil iz Ljubljane, bi bile te jakne pač ledraste. In takrat nekako, to je bilo v mojih najstniških letih, 14 let sem mislim, da imel v tem času, sem se seznanil na nek način s tem, šele kasneje sem ugotovil, da je to, pač bi rekel, oblikovalski objekt Matjaža Vipotnika. Sem se nekako seznanil s tem, da je lahko oblikovanje konec koncev tudi neka vrsta aktivizma. 133. člen se nanaša na verbalni delikt, ki se pravi, ki je bil nekako zakonsko reguliran in preganjan strani takratnih oblasti. Leta 90 sem prvič vstopil v to stavbo in s šolo smo šli gledati predstavo Odisej in sin. In to je gledališki list, ki sem ga takrat kupil, mislim pa, da sem bil star 17 let. Ta predstava je naredila velik vtis name. Sploh se mi je zdel pa imeniten ta pač gledališki list. Po mojem sem prvič nekako se seznanil z dejstvom, da v gledališčih obstajajo gledališki listi z zelo obsežnimi in poglobljenimi teksti, ki se nanašajo na analizo konteksta in teksta, ki ga uprizarjajo. Kasneje sem nekje, ko sem se ukvarjal z zgodovino Mladinskega gledališča, dobil naslednji oblikovalski podvig Janeza Vipotnika in to je Matjaža Vipotnika, to je, se pravi, gledališki list, mislim, da je v angleščini, ki je šel ob gostovanju mise Ljubiša Rističa v Franciji, zdaj pripravljen za gostovanje v Franciji, nekako, zelo impresivn artefakt, bi rekel, z nekim razmeroma obsežnim gradivom. Kar poskušam nekako v tem uvodu pojasniti, oziroma kar poskušam skomunicirati, je to, da je Matjaž Vipotnik, tudi če si bil v teh letih, jaz recimo pač sem letnik 1973, tako da so nekako moj vstop v polje umetnosti pa kulture povezan z 80 leti. Tudi če si bil v bistvu razmeroma mlad ali pa otrok, so te neke podobe Matjaža Vipotnika začele v tem obdobju spremljati. Na nek način so začele komunicirati s tabo in nekako je bilo neizbežno, da se z njimi srečaš. Mogoče je ena stvar, v kateri sem v zadnjem času, v teh dneh, ko smo se pripravili na ta večer spominov, razmišljal, je francoski pesnik Edmond Jabès v knjigi Vprašanj, mislim, ali pa v nekem intervjuju, ki ga je z njim delal Paul Auster, nisem prepričan, govori o tem, da pesniška ali pa pisateljska, da je v bistvu, ker je bil astmatik, je njegova pesniško in pisateljsko pisavo bral na nek poseben način. Rekel je, da
če pride pred njega zgoščen tekst, brez praznin ali pa belin, da dobi občutek, da bo dobil astmatični napad, ga začne dušiti. Pri Janezovi Potniku, pri Matjažovi Potniku, se upravičujem, je z mojim, bi rekel, amaterskim pogledom na njegovo oblikovanje se mi zdi, da v njegovih delih obstaja neka količina praznega prostora, kamor se naslovnik, tak je naslovljen, lahko umesti v neko vrsto mehke komunikacije, ki ima pa svoje dostojanstvo. In se mi zdi, to bo mogoče Liljana kasneje povedala, zdi se mi, da je ta prostor tak fundamentalno drugačen od oglaševanja, ki ga kasneje inicira novi kolektivizem, kjer se seveda taktika spremeni, kjer nisi naslovljen, ampak interpeliran. Na nek način te dizajn proglasi za nekoga in je v bistvu tvoja naloga, da ugotoviš, kdo si, na kak način si naslovljen tam. To je mogoče neko moje razmišljanje za to, da s tem sem poskušal na nek način stemperirati uvod, ker v bistvu bi si želel, da je ta večer spominal na Matjaža Vipotnika dejansko večer, kjer delimo neke poglede, neke anekdote mogoče ali pa zgodbe, za katere se nam zdi, da osvetljujejo na nek zelo karakterističen način njegovo življenje in delo. Glede na to, da sem začel oziroma da je čisto na začetku ta plošča od Janija Kovačiča Ljudje, ki je delno povezana s predstavo Ujetniki svobode iz leta 1982, bi Janeza Pipana prosil z plakatom za predstavo Ujetniki svobode je povezana neka posebna zgodba, tudi, kako bi rekel, precej neprijetnosti strani oblasti takratnih, pa me zanima, če lahko nekaj o tem poveste, oziroma zakaj je ta škandalozna zgodba v zvezi s plakatom za predstavo Ujetniki svobode. Zgodba je mogoče škandalozna v narekovajih danes, ne? Takrat ni obstajala. Takrat te zgodbe ni bilo, kot tudi seveda plakata ni bilo in ga ni. Skratka, šlo je za to, da je bil plakat med samim tiskom v Zagrebu, v študentskem kulturnem centru, njihovi tiskarni, ki nam je takrat tiskala plakate po noči, zaplenjen in prepovedan. Naslednji jutro javni tožilec v Zagrebu stvar prepovedal. In še dva tedna pozneje je bila potem na sodišču v Zagrebu razprava, ki je temu pritrdila. V izreku tiste odločbe, oziroma se ni sodba, ni šlo za sodni postopek, ampak za nek predsodni, recimo, postopek, kjer je šlo za to, ali bo tudi kdo obtožen, ali ne. Skratka, izrek tega papirja, se ga vam presep, določa, da je ta plakat prepovedan in da se vsi izvodi, vsi osnutki, vse matrice, klišeji uničijo. In tako se je tudi zgodilo. So pa resnično uničene. Uničene in seveda tega plakata ni. Tudi Matjaž mi je večkrat zatrdil, da on nima ničesar, nobenega osnutka. No, ampak čisto uničen pa se mi zdi, da vseeno ni. Ker jaz pa vendarle imam nek reprint, ki dokazuje, in ga bom zdaj pokazal,
Nekaj pa le ostalo, nekje. Kje, ne vem, ker tega nisem raziskoval. Skratka, Kamniški sociološki zbornik iz leta 1999. Pred leti mi ga je nekje na cesti izročil Dragan Živadinov. Je rekel, poglej, kaj je tle noter. In odprem in se mi odpre točno tukaj. Je ta osnutek, en od pač teh osnutkov objavljen. V neki seveda zelo slabi reprodukciji. Kot del članka Marjana Horvata o cenzuri, zaplembah, prepovedih tiskane besede v pač nekdanjem režimu. Neka študija. No, tu je tudi neka opomba zraven, ki pove, kdo je vse sodeloval pri tej akciji prepovedi. Tu je omenjen slovenski javni tožilec Pavle Car, pa visoki politiki Viktor Avbelj, Janez Zemljarič, Andrej Marinc, Franc Šetinc, Stane Markič, Tomaž Ertelj, ki so se z hrvaškimi kolegi pač dogovorili, kako naj postopajo. No, takrat mi je Matjaž, pa mogoče še kdo, namignil, da je se stvar za nas relativno ugodno iztekla, prav zaradi neke odločne intervencije iz Slovenije. In omenjali se je Janeza Vipotnika, strica Matjaževega, pa Viktorja Avblja in še koga. Naj bi šlo skratka za to, da naj bi nekdo pač poklical tja sodnika in mu rekel, da naj stvar zaključijo, tam uničijo plakat in tako naprej, ga prepovejo, avtorje pustijo v primeru, ker da jim bodo že oni tukaj navili ušesa. Skratka, jaz sem potem odšel v JLA, takoj zatem, in ko sta bila Matjaž in Marko Slodnjak na tisti razpravi v Zagrebu, sta se res prizadevala, da bi moje ime ne bilo omenjeno. Ker če bi pač tista sodba nekako potovala z mano v Beograd, takrat ne vem, kako bi preživel leto dni. Ampak vendarle pa so vedeli za njo. So me večkrat vprašali, pa šta je s nekim plakatom, šta je to bilo? Jaz sem se delal, kot da nimam pojma. Ampak mogoče lahko poveste, recimo, kaj je bilo to, recimo na tej podobi, kaj je bilo to, kar je bilo sporno? Skratka, naslov predstave je Ujetniki svobode. Dolgo smo iskali nek motiv za plakat, Matjaž sploh. In prišlo je seveda do neke nore ideje, bolj v šali kot zares, najbrž na začetku se jaz pravzaprav sploh zraven mislil, ko je do nje prišlo, da bi si idejo izposodili z grba Socialistične federativne republike Jugoslavije. Tam je tistih 6 plamenic, ukvirjenih z žitnim klasjem in tako naprej, zvezdo na vrhu. Te plamenice seveda simbolizirajo svobodo. So simbolizirale domnevno svobodo. In kaj je zdaj ujetnik svobode? Seveda Matjaž se je spomnil tega, da te plamenice da v 6 rok in roke poveže z verigo. To je bilo vse. Mislim, jasna ideja. Nam pravzaprav ni šlo za neko politično provokacijo. Ampak smo v tem pravzaprav skušali tako zelo poenostavljeno, povedano reči. In o tem smo debatirali zelo veliko. Skratka, tu je neka nova, mlada generacija, o tem govori predstava, ki je določeno, da nosi ta plamen svobode, ampak v resnici ima zvezane roke, uklenjene roke. Zelo, kako bi rekel, pohlevna ideja.
Seveda, tožilci niso bili naivni. To je zanimivo v tej sodbi, ne, kako sodnik obema skoraj polaga na usta formulacije, ki bi ustrezale, ki bi zadostile temu pač postopku. Ne. Skratka, je bilo jasno, da ni bil preveč jezen, ne, in da je sprejel tudi te argumente, ki sta jih povedala. Ne, da pač to je promocija predstave, nič drugega. Ta plakat. Ampak, šta če obični človek misliti, kad vidi ovaj plakat, ne, pravi sem, kako će on to razumeti? In tako naprej, in tako naprej. Skratka, zaključek je bil, to je napad na bratstvo in enotnost. Te plamenice so ga simbolizirali, seveda. In končalo se je tako, kot se je. Kot rečeno, brez nekih posledic, jaz ne vem zanje. In menda z dogovorom, ta je pa bil v Ljubljani, da stvari nihče ne pove novinarju. In zato te plakatne afere pred plakatno afero ni bilo. Skratka, zgodbe ni bilo. In je ni. Hvala. Ivo Svetina, gospod Ivo Svetina je bil sodelavec z Matjažem Vipotnikom že v obdobju pred Mladinskim gledališčem v Pekarni. Zanima me tak, če lahko nekako osvetlite mogoče ta prehod, mogoče kak pogled na kako spremembo v Vipotnikovem opusu, se pravi plakatnem, kar se gledališča tiče, pa kar bi me zanimalo je v resnici način sodelovanja z Matjažem Vipotnikom. Se pravi, na kak način ste kot gledališki timi, na kak način ste se z njim dogovarjali, na kak način ste prihajali do idej, oziroma kak je bil ta proces? To. No, če sežem res tamle v konec 60-ih oziroma začetku 70-ih let, tedaj sta pravzaprav poleg Matjaža Vipotnika, ki je študij upravljal na Milanski Breri, je bil tudi Tomaž Kržišnik, ki je končal svoje šolanje v Varšavi. In ona sta bila pravzaprav tiste dva, ki sta s posebno občutkom, ljubeznijo se lotila torej tudi področja oblikovanja za gledališče, ki je v tistem času pravzaprav bila to neka posebnost, ne, da ti gledališki plakati vendarle niso bili samo papir, na katerem so bili vsi podatki o predstavi. Ne. No in Tomaž Kržišnik je delal za mestno gledališče od sezone 71-72 in je takrat vzbudil veliko pozornost. Z Matjažem seveda smo se poznali, bili smo pravzaprav prijatelji, on je bil tudi eden od tistih, ki je zahajal, morda ne tako pogosto, ampak vendarle v znameniti Šumi. Takrat atelje so imeli na Gregorčičevi, zraven osnovne šole Majde Vrhovnik, tam v tisti vili lepi. Tam je dobil svojo sobico tudi pesnik Milan Jesih, so ga vzeli za svojega. Milanu je pa to zelo ustrezalo, ker drugače je v Šentvidu stanoval in tako je saj vsak dan zjutraj prišel v mesto in potem se pozno po noči vrnil v Šentvid. Zanimivost in pravzaprav širina, ker Matjaž Vipotnik je danes v spredju, širina njegova razumevanja, oblikovanja je bila v tem, da je on hkrati delal za Glej in za Pekarno. Treba je vedeti, preprosto rečeno, to nista bili konkurenčni gledališči.
sta bila pa v temelju različni. Nenazadnje Lado Kralj, preden je ustanovil pekarno, je seveda bil tudi med ustanovitelji Gleja, ampak ko se je vrnil iz Amerike po letu in pol, ko je delal z Richardom Schechnerjem, je ugotovil, da to, kar Glej dela, da to ni tisto, kar bi on želel delati, in je ustanovil gledališče Pekarno. Ker Glej je tedaj vendarle pravzaprav funkcioniral na nek način, kot je bila mala drama. Dobre predstave, uspešnice, pa je bil Krec, pa je bil Handke, pa je bil Bond, pa pol sta prišla še pa Vitrak, pa sta prišla potem še Jesih, pa Rudi Šeligo. Skratka, to so bile pravzaprav uspešnica na uspešnica. No in Lado Kralj je začutil, da ta storilnostna logika, kot je on temu rekel, da je smrt za vsako gledališče, institucionalno ali neinstitucionalno. Torej, Matjaž Vipotnik, ne da bi kaj posebej pravzaprav o tem diskutirali, je on ponudil, za Glej je delal že plakate, ker je pač pol leta ali leto in pol leto bilo razlike v samem štartu. Za prvo predstavo Pekarne Potohodec še nismo imeli plakata, ker to je bila narejena popolnoma amatersko, bom rekel, ker je Lado Kralj takrat skušal čez noč tu ustanoviti gledališče, ki bi se pač neke vrste ritualno gledališče, ker je bilo z vidika tega, da smo takrat živeli v samoupravnem socializmu, precejšen problem, kaj je lahko sploh ritual v tistem času. No. Matjaž Vipotnik je seveda za Glej delal zloženke, ki so bili krati tudi plakati. Če si raztegnil, zloženko je bila pač na eni strani kot plakat, na notranji strani so bile pa vsi ustrezni podatki. In bom kar takoj rekel, pa ne mi zameriti, ker sem pač v tej hiši, v kateri sem tudi nekaj časa delal. Gledališki list in plakatne. Pokazal si ta od obeh Taufrejev, očeta in sina, Odiseja in Telemaha. Gledališki list je namenjen gledalcem. To je po prvo. To ni peskovnik, v katerem bi se oblikovalec lahko igral. To je treba vedeti. In gledalce je treba pravzaprav na nek način spoštovati. Tudi, če je malo meščan ali pa sedmoslojec, kot je rekel Taras Kanovna. No, ključno, kar sem zdaj z nekim retrospektivo ogledom, tudi ko sem napisal to knjigo o gledališču Pekarna, ugotavljal, torej Matjaž Vipotnik je dejansko, ne da bi kaj posebej o tem razpravljali, nam je prinesel neke vzorce, ki so bili glede na estetiko Gleja, so bili seveda, bom rekel, precej drugačni. Ker gledališče Pekarna ni gojilo estetike, kvečemu, bom rekel, kot je rekel tudi Schechner, estetsko akcijo. Akcija je bila. Lado Kralj je govoril o razrednem, oziroma brezrazrednem gledališču. Torej, in nam je pač ponudil, prvo, kar je bilo, je izbral papir odškrnicelno, kot se reče, oziroma tisto vojni papir. S tem smo se dejansko v trenutku ločili od lepih, lepo dizajniranih Glejevih teh zloženk in plakatov. In to je bilo prvo. Drugič je iznašel, najdel logo, tisti znameniti P, prejle sem ga videl, ki je bil celo uvrščen kasneje enkrat v nek svetovni katalog najboljših logotipov, je bil ta P, Matjažev. Skratka, nas je smatral za malo bolj umazane, mi smo bili v predmestju, tista pekarna je bila pravzaprav ena lopa, 50 kvadratnih metrov za vse skupaj, in je to on seveda intuitivno takoj ugotovil in vse, kar je izdelal. Mi smo se pravzaprav malo pogovarjali o tem. Ker čim je vzel ta format ozkega podobatega plakata, ker je bil tudi za tiste primere, za tiste prostore in tako naprej, kaj bi mi na pekarni in ta velik plakat 4x6 metrov nalepili, se bi celo hišo prelepili s plakatom. In je seveda potem, ker smo bili pa pekarna, smo pa seveda, se je pa spomnil, to se je Matjaž spomnil, da seveda pejmo mi v žito povreče.
To smo takrat razumeli kot neke vrste sponzorsko sredstvo, ampak to so bile prazne vreče za žito, za moko. In jih je pa potiskal, potem smo jih obesili takrat, kje drugod kot v pasaži ali pod arkadam nacionalnega gledališča, ker smo rekli, ergo, vi ste tle, mi smo pa tam. Ne? To je bilo zelo učinkovito, so bile te vreče. In potem je izdelal seveda še razglednice. Ne? In kot pravim, medtem je pač delal ostale plakate in gledališke liste. Moram reči, da seveda so bili vrhunski, ne, tudi po estetski plati. Pri nas je bila ta estetika malo bolj umazana, mečkim bolj tako predmestna. Ne. Rustikalna, rahlo. Ja, seveda, ne. Mi smo bili peki in pač ne, profesionalni igralci pri nas so bili občasni gosti, je delal s profesionalci, mi smo bili bolj amaterji, ljubitelji, ne, komedijanti in tako naprej. Skratka, to je bila Matjaževa intuicija, dejansko smo se seveda pogovarjali o posameznih zadevah, kako in kaj, ne, ker pol je to vrečo je pravzaprav za vsako predstavo tudi na teh razglednicah, ne, Dan za klan od Matjaža Kocbeka je bila pač prevezana ta vreča z vrvmi, pa nož noter zasajen in tako naprej, ne. Skratka, je imel to neka sporočila, pravzaprav ne v tem smislu, kot je bil pri Ujetnikih svobode, ne, ampak vendar so bila dovolj provokativna. In kot pravim, tu smo takrat ugotovili, ne, če tako rečem, ker je pač tak večer, veličino Matjaževo, da je seveda znal neusiljivo pravzaprav te dve gledališči pravzaprav držati malo narazen. Ne? In tudi, ko je Pekarni šlo bolj slab, gledal pa še kar dober, ne? Je on še zmeraj pravzaprav delal za nas. Ne? Mi takrat gledaliških listov seveda nismo imeli, ampak smo pač s temi plakati opozarjali, kot pravim, vrečami. Tako da, to je bilo ta prvo dejanje, v katerem smo pač, to je bilo vendarle od 70. leta, potem je prišlo do nekega spora, moram reči, da še sem zelo razmišljal, zakaj nenadoma potem se v nekem trenutku nismo več sodelovali. Res moram reči, da se ne spomnim. Pa so se pojavili neki mladi oblikovalci, ki so kar tako nekaj delali. Vem, da smo se pogovarjali, smemo še ta logo uporabljati, ne? Ker je bil vendar on avtor. No, pa je pa Pekarna pač itak, ogenj je ugasnil v peči, moke ni bilo več, peki smo šli vsak po svoje in tako je bilo pravzaprav, glede pa še naprej trajal. No. Ampak, kot rečem, tu sem spoznal Matjaža, v tem času me tudi nekaj knjig opremil, kot tudi recimo Milanu Jesihu. Te opreme vemo, da so bile izjemne, ne. Tako da je bil to pač ta prvo sodelovanje in pol naprej smo pa potem, ko sem tudi prišel v Mladinsko, je pa že bil del te ekipe Mladinskega gledališča. To me zanima v zvezi z Mladinskim gledališčem. Jaz recimo, vi ste 84. leta se zaposlili v Mladinskem gledališču kot dramaturg. Zanima me, če mogoče lahko prvič, jaz težko verjamem, naprimer iz tega, kar ste vi nekako povedali, da je Matjaž Vipotnik kar prišel z določenimi predlogi, verjetno si je določene vaje ogledal ali imel neke razgovore prej z temi režijskimi oziroma umetniškimi timi, naprimer pri Misi, pri tem gledališkem listu za Miso, si težko predstavljam, da bi zadeve nastale nekako brez debat, glede na to, o čemer predstava na nek način govori, oziroma zanima me, a se spomnite, pa na vse zadnje kasneje s temi škandali okoli resničnosti, s tem mehkim čejem, pa da tako rečem, škandal. Problem je v tem, da je malo kdo to razbral. In jaz rečem, da je to en največjih dosežkov na področju, recimo, oblikovanja, ker je samo tisti mekani č povedal vse. Dobro, tank je tank, ne? Ampak jaz moram reči, da je takrat marsikdo, jaz sem še večkrat kasneje se rekel, no, poglej si ta plakat, ne? Kaj je na tem plakatu? Ja, tank, ne? Ja, dobro, tank je velik, ne? Ma kaj je še? In tistega mehkega č
pravzaprav kasneje, ne, ni nihče več ugotovil, da je to mekani č. In z mekanim č se je vsa zadeva z Lojzetom Kovačičem in njegovim poročnikom in z JLA se je pravzaprav v tistem mekanem č izrekla. No, na začetku seveda je bilo pomembno to najbrž smo bili neka klapa, skupina, da smo vse pravzaprav delali skupaj. In se nenehno družili, razpravljali, debatirali, pravzaprav smo debatirali izključno samo o gledališču. In s tem povezanimi temami. Recimo atelje, tisti na Mestnem trgu 17, amor se je takrat preselil, ne vem koliko ur dni in noči sem tam presedel. Naprimer, po ujetnikih in moje vrnitvi iz vojske sva skupaj delala Strah in pogum, Kocbeka. On je bil tudi scenograf, enako kot pri ujetnikih. In recimo pri ujetnikih je bilo zanimivo, da je on s to scenografijo na koncu imel ogromno dela in da je za plakat pravzaprav zmanjkalo časa. In tistega popoldneva, ko smo se tam pri njem zbrali, nekaj ur prednje on odpotoval v Ameriko. Ni imel pa še ničesar narejenega, in smo sedeli tam, se pravi po vaji, smo šli tam od 3 popoldne pa do 10 zvečer. Na začetku je bil tudi Marko Slodnjak, pa mislim, da je bil Dušan Pernat, je nekoliko dlje zdržal, jaz sem bil do 10, potem sem tudi jaz šel in takrat, ko sem šel, no, še ena druga fotka je, ki je prav tam bila posneta. To je fotografija Radko Polič, Janez Pipan, Matjaž Vipotnik, pa Dušan Jovanovič, mislim, da je Strah in pogum od Cankarjeva dom. Skratka, potem je on od 10 do, 2 zjutraj to narisal, izdelal, dal nekomu, ki je peljal to v Zagrebu in vse se je zgodilo v nekaj urah. V Zagrebu so pač čakali vsi na stand-byu, osnutki so prišli tja, so naredili klišeje in šli v tisk. Potem so seveda dobili obisk in tako naprej. Strah in pogum. Recimo, del scenografije je bil gost. In midva z Matjažem so tam pri Grahovem v nekih hribih sred zime z nekim kmetom sekala drevesa. Skratka, 25 dreves, velikih dreves smo posekali in v enem mrazu, približno takem, kot je zdaj zunaj, tisti vlekel dol. Takrat sem videl edinkrat v življenju medveda v naravi. Malo više nad nami je stal v hribu, pa nas je dol gledal. Kmete. Ampak tudi takrat smo govorili, kaj s plakatom, kako narediti plakat, kako narediti gledališki list. Mislim, plakat pač in vse, kar je spremljalo predstavo, gledališki list, badži in kaj še vse, oglasi, smo pač razumeli kot del estetike vsake uprizoritve. Spravi, to je nekakšno nadaljevanje uprizoritve z drugimi sredstvi, bi lahko parafraziral. In potem, ko se pogovarjava pri Kocbeku, kaj bi bilo zdaj tisto Strah in pogum, dobro, neka partizanska zgodba in tako naprej, velika zgodba. In on nekega dne reče, a veš kaj, kaj bo ljudi najbolj zanimalo in pretresalo? Kocbekova fotografija. Ker je nekaj izbrskal, kdaj je Kocbekova slika bila nazadnje objavljena v kakšnem časopisu. To je bilo tam enega leta 51. Kdaj. In je seveda on šel k Matjažu in Juriju, prinesel škatlo nekih fotografij, ki do takrat sploh niso bile objavljene, potem smo jih nekaj objavili v gledališkem listu, izbral nek portret in naredil dvojni plakat. Dvojček, spravi, leva stran Kocbek, portret, v sepiji, desna stran zasedba in tako naprej. Tudi
plakat se je tiskal seveda preko noči, kako pa drugega, ne. In zjutraj, že noze zgodaj, me Matjaž kliče, pa prav, a si že videl kakšen plakat na plankah zunaj, ne? Rekel, ne, komaj sem stal. Pet pogledat na Bavarski dvor. Tam so bile planke, takrat je bila gradbena jama, ne, gradijo tist hotel ali kaj, ne, mafija. Tam so bile lesene planke in tam so nalepili en ta komplet in to levo stran je nekdo z nohti spraskal iz tistih plank, z nohti, ne, podliko obraz, po noči. Ne, kar pomeni, da so ta njegova vizualna sporočila dejansko delovala. Seveda takrat ni bilo toliko oglaševanja po mestu, kot ga je danes. Ne. Bili so v glavnem res umetniški plakati, ampak vendarle, ne, da je nekoga že to tako zadelo, ne, neka podoba, nek obraz človeka, ne, pove veliko. Ne. V kakšnem kontekstu pravzaprav so tudi te predstave nastajale. Ne? Tako da tisto, ne, z ujetniki ni bilo tako nedolžna stvar. Ne? Tudi pri Kozbeku seveda smo imeli kakšne zaplete in tako naprej. Ampak nekako nekje neka, ne vem, dobra vila je ždela nekje tle gor, ne, da smo se izvlekli brez posledic. Ne? Lahko bi pa tudi jaz najbrž, ne, pa še kdo končal kje drugim. Lilijana Stepančič, umetnostna zgodovinarka, takrat, ko si bila še v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, sem jaz na razstavi v Vipotnikov plakat poslušal tvoje vodstvo po razstavi. In zdaj me zanima, v bistvu zanima me, če lahko skontekstualiziraš na nek način, kam se Vipotnikovo oblikovanje ali pa mogoče prav plakat nekako umešča v kontekstu slovenskega oblikovanja tega časa, se pravi 70. pa 80. let, s tem, da me zelo zanima pač ta neka tvoja v bistvu teza oziroma ja, na način, na katerega je Vipotnik vplival pol na novi kolektivizem, pa na neko drugo fazo oblikovanja, mogoče kje je to razvidno, kje se mogoče taktike spremenijo. Ja, prvo hvala za povabilo na ta spominski večer. To je bila razstava, ki si jo omenil, v Mednarodnem grafičnem likovnem centru leta 2007, ki jo je pripravilo Mladinsko gledališče ob 50-letnici gledališča. In takrat moram reči, da sem jaz prvič osebno spoznala Matjaža. Začela bom pa tako, da sem ga pa poznala že veliko prej po njegovih podobah. Ne. Spomnim se, ko sem šla enkrat v Šiški, to je bilo verjetno leta 82 ali 83, in sem zagledala ta fenomenalni plakat. Tam so bile pač neke planke, na katerega se je oblepilo plakate, ne, tako so bila določena mesta za te plakate in sem zagledala ta fenomenalni plakat Marksa na kolesu, ne, in sem se ustavila in stala in gledala. Za mene je bilo to tako, kot da bi bila v galeriji, ne. To je bila neverjetna podoba, z minimalno elementi, ki je govorila več kot vojna in mira. Ne. Še prej sem ga srečala v bistvu, ko sem bila na predstavi Misa in A minor, tukaj v Mladinskem gledališču kot študentka. Tisti, ki smo iz tistega časa, vemo, ne, da je bila to taka kultna predstava, tako kot mnoge v tistem času v Mladinskem gledališču, takrat prav na prihodu 70. 80. leta, v 80. letih na začetku. In to, kar je bilo rečeno, kako je Matjaž znal z vizualno podobo povzeti neko vsebino,
ne vsebino, ampak neko duh časa, neko sporočilnost predstave, neko senzibilnost, čutnost te predstave, ne samo racionalno, tisto, kar je sporočala, ne, je ravno ta podoba na mis in a minor, ker je vzel Leonardovega človeka v krogu in kvadratu, ki ga je podložil s tretjim simbolom revolucije, rdečo zvezdo. Ampak tu zgleda tako, kot da bi bil ta človek, ki reprezentira nekega osvobojenega človeka, pač v renesansi človek stopi iz neba na zemljo. Je tle zgleda, kot da bi bil na križu na rdeči zvezdi, neko trpljenje v tej svobodi. In tisti, ki smo bili na predstavi, smo res trpeli, ker režiser nas je postavil sedeti na male pručke, 2 ure ali ne vem koliko, in to je fizično boleče, za človeka, ki nima te kondicije, da toliko časa čepi na pručki v bistvu. Tako da je Matjaž s temi spomini na njegovo oblikovanje so se potem srečala na razstavi in ki jo je, moram reči, da kar z velikim veseljem pripravljal, čeprav je za ustvarjalca delati razstavo težka zadeva, se soočiti z delom, ki si ga naredil, sploh pa, da narediš razstavo plakatov, ki niso nikoli namenjeni bili galerijskemu prostoru, temveč nekemu drugemu živemu prostoru, ulica in mesta, da ga postaviš v ta izpraznen belo kocko galerije. No, Matjaž je, pregovorili smo ga na koncu, ko je bila razstava postavljena, da nas je popeljal po razstavi in nam določene zgodbe, kako so plakati nastali, razložil, povedal. In recimo tako odkritje za mene je bilo potem ta plakat za 100-letnico Marksove smrti leta 1983, namreč ta plakat Marksa s kolesom. To je v bistvu fotografija Iztoka Premrova s kolesom, kolo Rok je bilo najnovejši model, ker je pač Matjaž glavo zamenjal z fotografijo Marksa in seveda nekaj moralo biti rdeče barve, ker to je bila njegova oblikovalska prepoznavna poteza in mu je dal pač ta šal. Zdaj, ta plakat ima več variant. Matjaž je rekel, da ko ga je delal za marksistični center Univerze v Mariboru, ki je izdal razpis za to 100-letnico smrti Karla Marksa, se mu je zdelo, da je to gre čez nek rob in da plakat ne bo sprejet. In tako potem, ko so plakat izbrali, je rekel, da je bil neverjetno presenečen nad tem, da so to potrdili. Zdaj, plakat je, jaz ne vem, se verjetno se gol vrti, vendar je prva varianta je brez te kocke, brez te kocke in v bistvu imamo kolo, tako kot je rekel Rok, v praznem prostoru, kot da bi lebdelo nekje v brezčasju. Ampak po drugi strani je pa Marks in tisto, kar sporoča, strašno sodobno. Imamo nekega sodobnega nekega človeka, ki ga srečujemo vsak dan lahko na cesti, s kolesom
In to kolo ni samo kolo recimo ljudi delavskega razreda, kar je pač Marksova bila Marksova ideologija, ampak je tudi kolo v tistem času ekološko ozaveščenih ljudi, in ta ekološka zavest je prihajala v Slovenijo s študentskimi gibanji. Tako da gre v bistvu za neko kompleksno podobo. To je varianta, ki je šla za mladinsko gledališče, ko je gostovalo po Franciji, in Matjaž je vnesel v podobo to kocko, granitno kocko, ki je pa hočeš nočeš vsak prepozna kot maj 68 v Parizu. In mislim, s to kocko potem je tudi postavil težnost, je postavil tla, je časovno in prostorsko podobi dal vsebino. Obstaja še tretja varianta, ki je bila narejena za festival komunistične partije UNITA v Italiji. Ampak verjetno to vprašanje, ali je prihodnost že prišla, je povezano z historičnim in dialektičnim materializmom, se pravi v bistvu o nekem procesu oziroma poti v brezrazredno in pravično družbo. Seveda. To gesto je Ivanovič. To je njegov rokopis. On je to tam, se ga je spomnil, mu ga je napisal in ga je Matjaž potem reproduciral. No, ampak da bi lahko razumeli to Matjaževo ustvarjanje, morda je treba malo širše pogledati zadevo, se mogoče premakniti v čas konec 70. let, 80. leta. Prva stvar je ta, kar je bilo že tudi rečeno, da to je bil čas, kjer ni bilo veliko oglaševanja in veliko podob v mestih in ob cestah, tako kot jih imamo danes. Ne moramo reči, da je bilo, recimo, da je bila Jugoslavija takrat oblikovalsko zaostala država, daleč od tega, ampak ni bila nasičena s temi vizualnimi sporočili, kot je danes. V bistvu je pa en zagon temu oblikovanju in to vrstnemu početju ga lahko lociramo v gospodarsko reformo leta 65 Sergeja Krajgerja. Ta reforma je takrat nekako potisala ob stran centralno planiranje in dala gospodarstvu neko avtonomnost, določeno avtonomnost pri odločanju in vodenju gospodarskih politik. In s tem je komunistična partija začela Jugoslavije na eno zelo nevarno igro, namreč eno igro, kjer je na eni strani želela biti na oblasti in držati to oblast v rokah, na drugi strani je pa želela imeti gospodarski razvoj, želela imeti neko boljši standard za ljudi, želela imeti posledica te gospodarske reforme je bilo samoupravljanje, želela imeti veliko participacijo ljudi pri upravljanju. In sploh hotela imeti podobo v svetu, da je odprta, demokratična in napredna družba. In ljudje, kot Matjaž in vi vsi, ki ste takrat delali, nekako se je vedlo, do kje sega ta demokracija in od kje naprej, tako kot je rekel gospod Apih enkrat, od kje je vrag odnel šalu. In to je tista meja, po kateri se je Matjaž hočeš nočeš gibal. Namreč njegov studio ni bil samo metjejski studio, to ni bilo delavnica, kjer se je samo ustvarjalo vizualne podobe in zadovoljevalo naročnike, ampak je deloval kot nek intelektualni prostor. In
tako kot recimo, tako vlogo so včasih imele akademije tam v recimo 18. začetku 19. stoletja, ne? Ki so bile neki generatorji idej, kjer se je predelovala neka zadeva, ne? In kjer se je delalo več kot pa sama obrt, ne, sama umetniška obrt. Po drugi strani je pa to tisto, ne, kar lahko najdemo v zgodovinskih avantgardah. Ne, to verjetje, da ti lahko z eno vizualno podobo ali pa s kreativnostjo premakneš nekaj. Ne. To, kar danes ne začutimo več, ne, ali pa recimo, je zelo redko. Ne. Recimo konkretno v tem plakatu se verjetno vidijo, bi rekel, odslikavajo določeni vplive, recimo dadaistov tudi. Ja, seveda, njegova metoda dela je bil kolaž. Ne. Kolaž pride v visoko likovno umetnost, v slikarstvo leta 1911 z brakom. Ne. Kaj naredi brak? On vzame časopise, ne, jih razreže, črke in nalepi na platno in da v galerijo. In to je bil šok. Ne. To je bilo šok, da ti v visoko umetnost vneseš elemente popularne kulture, ne, recimo medijev. Ne. In to je postala potem določena sporočilnost, ne, mešanja prepleta visoke in nizke kulture in tako naprej, na katerem so gojile vse avantgarde in vsa gibanja, ki so prišla po zgodovinskih avantgardah. Ne. In v začetku 80-ih let imamo pri nas alternativo, ki zelo močno se nasloni na ta kolaž, drugače kot Matjaž Vipotnik, popolnoma drugače. Z razmnoževanjem na kseroksih. Seveda, takrat je tudi fotografija bila veliko bolj dostopna kot prej. Bili so kseroksi, ki jih prej kot neka nova, cenejša metoda razmnoževanja. In to striženje in lepljenje je bilo enostavno, bolj enostavno kot pa prej. Je pa tudi to, da je da alternativa, ki jo pa Matjaž, od katere se Matjaž razlikuje, njegovo oblikovanje, je imela tudi en princip, ki se mu je reklo kasneje, so temu rekli do it yourself, to, kar pride s pangibanjem. Kar pride s pangibanjem, to se pravi, da veliko ljudi, ki je ustvarjalo, predvsem, če imamo pred očmi plakate za FAV, disko, in to so bili narejeni po principu kolaža, vendar drugače, kot jih je delal Matjaž. Matjaž je, to je zdaj odgovor na tvoje vprašanje, če ga nekako probamo umestiti. Pri njemu se pozna ta italijanska šola, hočeš, nočeš. Je veliko bolj, jaz bom rekla temu, kar bo verjetno bogokletno, renesančno. On dela na centralni podobi, enostavno centralno postavlja, vzame en motiv, ki ga postavi, ima zelo uravnoteženo kompozicijo in tudi uravnoteženost med tipografijo in podobo. Je racionalen, dela na nivoju znakov, ki jih preobrača, in v tem preobračanju odpira mnogo meta interpretacije. In medtem ko recimo nekateri drugi oblikovalci v tem času so delali
bolj ekspresivno, bolj baročno, tako ne, da je to. Lahko še kako, recimo, mogoče kratko pripombo o tem, bi rekel, nekem razmerju med Matjažem Vipotnikom in mogoče NSK-jevci, novim kolektivizmom. No, moja teza je nastala zaradi tega, ker se v našem prostoru neprestano ponavlja ta konflikt med alternativo in mainstreamom, ki se meni zdi malo za lase privlečena. Namreč člani poznejšega NSK gibanja so se urili in veliko naučili v studiu pri Matjažu in pri gospodu Skalarju, ki je tukaj med nami. In ne samo obrti, kako se dela plakat in kako se delajo vizualne sporočila, ampak še vse drugo okoli. Seveda, kot generacija, ki se je morala postaviti na svoje noge, je morala tudi biti malo drugačna od svojih učiteljev. In zato je uvedla neke druge malo drugačno vizualno govorico, ampak če pogledamo oblikovanje NSK, recimo to je eno vabilo, ne vem, če boste videli, eno vabilo, ki so ga naredili za neko srečanje in je popolnoma vipotnivsko. Rdeči stol na sredini, centralna pozicija, fotografija, potem je tole je delal Miran Mohor za drugo sestrsko pismo leta 1983, je zelo vipotnivskovska zadeva. Tako da je pozneje, mislim, razlika je namreč tisto, kar je potem prevladalo v NK oblikovanju, je verjetno najbolj vidno iz tega plakata, ne vem, če boste videli, ki so ga naredili, ki ga je Laibach naredil za tudi ob 100-letnici smrti Marksa in ga poslal na isti natečaj, ki je res Laibachovski, ki je citat po Hartfieldu. Dadaist. Ja. Mogoče bi Danijelo Grgič bi povabil tak. Danijela Grgič je oblikovalka, ki je nekako iz največje bližine v bistvu spremljala proces dela. Ja, nekaj let. Nekaj let. Ko sem potem šla na svoje. In me zanima v bistvu, glede na to, da imaš neko, kako bi rekel, preprosto izkušnjo iz studija, bi te v bistvu vprašal, kaj je specifičnega, oziroma kaj je to, kar ti po telefonu, ko sva se pogovarjala, si omenila, da si se ogromno naučila od Matjaža. Ja. In me zanima v bistvu na nek način, se pravi, kaj je bil ta studijski proces, kakšne karakteristike je imel, mogoče tudi kakšna vrsta pogajanj je bila potrebna za kakšne zadeve. Ni bilo pogajanj. Ni bilo. Tega ni bilo. Mi smo bili studio Vipotnik. To, ki se najbolj smejita Elvira Marčeta in Tjaša Štepihar, ki sta tudi bili njegovi sodelavki, tako Tjaša malo za mano oziroma ob meni, Elvira pa kasneje. Seveda, se najbolj smejita. Ni bilo pogajanj, ker je to Matjažev stil, se točno vsi vidimo in vemo, je bil Matjaž. Ni bilo Danijele, ni bilo Tjaše, ni bilo Mirana, oziroma Miran je bil za kasneje in tudi z vplivom Matjaža. In tudi Danijela, ki je začela za dramo, je tudi začela delati pod vplivom Matjaža. Seveda, ker da si se otresel tega vpliva, si rabo leta, mogoče desetletje in si moral iti na svoje, seveda. Tako da smo ga prej, ko slej vsi, pa ne bom rekla, ki smo bili dobri, ampak ki smo lahko bili pri njemu, ker to, da smo lahko bili pri njemu, je pač pomenili, da smo nekaj znali. Ker drugače tisti, mnogi so prišli, da smo tudi k malo odšli. Mi smo pa ostali, nekateri. In tudi Katjuša Kranjc je bila tudi za mano, moja dobra prijateljica, nažalost ni tukaj. In ona je imela tudi premor pravzaprav med temi 3-4 leti, ki je delala za njega.
Matjaž je bil neskončno, fascinantno šarmanten. On ni bil šef, on je bil mojster. In mi smo bili tam učenci. A lahko poveš kak primer, na kak način se je to mojsterstvo, oziroma na kak način je v procesu to mojster je sedel mojsterstvo? skupaj z Janezom, z Dušanom Ivanovičem in tudi Vlado Kreslin je odšel noter v tisto dimno komoro prvega prostora studijskega, Matjaževega, z dvema ogromnima mizama in z zelo po robu postavljenimi svinčniki, ki jih je ob koncu delovnika moral znova postrojiti, zložiti po barvah. To moralo biti vse urejeno. Studio Vipotnik mi smo pa bili v predsobi oziroma v drugem studijskem prostoru, ki je imel tudi veliko mizo ali več njih, veliko škarj, veliko papirja, veliko knjig, veliko lepila, veliko 3M skoč pripomočkov, za katere nikoli ni šparal. Matjaž na ničemer nikoli ni šparal. Ampak mi nismo šli v tisto prvo sobo za bogove, mi smo bili v predsobi. V še predsobi je bil pa arhiv, ki je bil zaprašen. In tako je nekako tako izgledalo. To je bilo pred računalniki. Aha, to sem hotel vprašati. Tako. Ja. Vse na roko. To je vse na roke. Mi smo delali polet Euromaske. Mene Matjaž sem doma iz Splita in sem šla na zasluženi počitek. Matjaž klical, pridi nazaj, veš, moramo delati revijo. Saj, Matjaž, ne moram priti nazaj, ker sem komi prišla. Ja ne, ampak jaz te rabam, pridi nazaj, prosim, takoj, jutar, takoj ti plačam letalo, kar češ. Čez 2 dni sem prišla nazaj in sem preživela prvo zeleno poletje avgusta v Ljubljani. A lahko mogoče poveš, na kak način ste pa prelome delali takrat? Strigli smo tekste. Dobili smo tako rolco na foliji tekstov za eno revijo. To je bilo neverjetno. Pri tem smo si morali zamisliti vse procente, vse fotografije, torej fotografije smo dobili takole kup na mizi. Smo morali vse oštevilčiti, vse zložiti, zato smo rabili velike mize, poudarek na velike mize. In smo morali z vsemi temi fotografijami odideti v Zebro, v kateri je delala Jura, ki je bila strah in trepet. Vseh nas, mladih, nadobudnih, bodočih oblikovalcev. Torej, no kaj bo zdaj? Až pojedala že? Jaz sem bila srce žvole, Nič se nisem smela zmotiti, ne? In sem pač vse tiste procente, pač kar sem prinesla, ker nisem pa je bilo tako čez 10 minut. To niso pravi procenti, še enkrat v Zebro. Tako smo se mi urili. Nič kaj dosti romantičnega ni bilo. V bistvu, precej naporno in delovno. Na nek način, o čemer govoriš, je obstaja določena neverjetna sistematičnost in tako rekoč natančnost v tem, bi rekel, studijskem procesu strani. Ja. Zelo. Matjaž je bil zelo natančen, izredno natančen. Vse je vedel, nič ni tako. To se temeljilo na absolutnem poznavanju. Absolutnem poznavanju. Tisk. To, njegov fetiš, črka. Tako. To on, ne vem, on je o tem vedel vse. Vse. O papirju, o tisku, o načinu, o postopku, o vsem. Ampak seveda nasprot ob vsem tem, smo se pa iz dneva v dan pa učili. In tudi priučili. In seveda je pol enega lepega dne pride Matjaž in reče, no, zaš pa ti sama to knjigo naredila? Skoraj padla pod mizo, ne, jaz ne moram sama knjigo narediti. Jaz ne znam knjige narediti. Ne, ti boš sama knjigo naredila. In sem jaz pač čisto knjigo nekako naredila. Tista knjiga izgleda kot da je delal Matjaž. Malo se vidi, tako določena razlika, ampak ni tako zelo očitna. Mogoče lahko poveš kaj o tipografijah, verjetno je imel določen, kako bi rekel, zdi se mi tak, da je izbira tipografij na njegovih delih nekaj, kar je obsesivno natančno. To, kar sem povedala, da sem se vse naučila pri Matjažu, sem se zagotovo naučila vse o barvah, pa o tipografiji. To smo tudi delali na roke, letra set, smo lepo
lepili oziroma črtali na papir. Ni bilo tako spacing oziroma razmak med črkami, tako kot zdaj v InDesign, oziroma tako kot v nekem programu računalniškem, InDesignu ali pa kjerkoli, ki je to zelo preprosto in lahko, ker to narekuješ lahko z dvema komandama, z matematiko, logaritmi in tako naprej. Takrat je to bilo vse dejansko na prosto oko. Če si ga imel, ali ga če ga nisi imel, se je takoj pokazalo. To ni šlo za milimetre, ti nisi moral, ti pač lahko pokažem primer, tudi plakate, ki sem ga jaz delala, recimo, ne, ali pa napisa, no, Euromaske, recimo, ne, logotip, ki sem ga jaz risala, tudi takrat pri Matjažu. Te črke pač nismo lepili tako v kvadrate, ne, kot bi jih arhitekti. Ne. V teh črkah si moral dejansko zaznati to njegovo najbolj opevano belino, ki je prostor, ki ni belina, ki ni prazen prostor. To je pač vizualen element, ki je nujen takšen, kot je. V tej belini izredno lepo pove Stane Pernik, tukaj bom našla eno misel, kako jo ono predeli tudi, ne samo na plakatih, tudi drugod. Ne. No, ne glede to, ali gre za nek logotip, ali gre za plakat, ali gre za recimo Markso, ali gre za krokarja. Tudi krokar, ne, če gledate ta napis oziroma logotip krokar v negativu, ne. Vsaka ta črka, okrogla črka, zapolnjuje drugačen prostor kot črka R, ne. Kot vemo, ima slovenščina precej R, K, T, torej grobih, oglatih črk, ne, ki jih je treba nekako spraviti v neke lepe kompozicije, ki je veliko teže kot v nekih romanskih jezikih tipa italijanščina, španščina, latinščina. Pri nas je teže delati dizajn, sploh tipografske rešitve, ne, kot v teh drugih jezikih. Veliko teže. Zato imamo tudi tipografije, ki so bolj prirejene za oblikovanje v slovenščini, kot v nekih drugih jezikih. Jaz marsikdaj si želim, da bi se preselila v Španijo in bi oblikovala odslej naprej samo v španščini, recimo, ne? Da bi se rešila teh TKTGZGZ, ne? Ampak bi pa plesala flamenko. To je nekako tudi bakantke in jaz bi se pa še nekaj navezala na vas, ker ste pač, in tukaj lahko tudi pokažem, to je tudi plakat, oziroma serija plakatov, ki sem jih tudi jaz pomagala pač oblikovati, no takrat sem bila v studiu. Matjaž je vse delovna mreži. Vse. To je tudi ta renesančna, oziroma ta štih njegov, ne. Seveda je sicer nevidna, ne, ampak je več kot jasna, ne. Če tudi odmakno in niso vedno simetrične kompozicije, ne, ampak je pač vedno jasen proporc iz te nevidne konstrukcije, ki je v tem ozadju, ne, ampak ni zato nič pomembna, nasprotno. In zato smo se, po mojem, vsi, ki smo pri njemu kakorkoli bili delali, tako težko nekako privadili na drugače, pa zelo dolgo iskali nek lasten izraz, no, tudi kakor smo ga ali našli ali ne našli, ne. To je seveda ta fascinacija njegova, ta neka pokončnost, ta srčnost, očarljivost kot človeka, značajske, njegove značajske poteze, pač vse to je pomenilo, da je on en sjajen mojster, izvrsten, krasen pač oblikovalec, ki je predal lahko to svoje znanje nam, ne. Ampak zelo naporen šef. Izjemno naporen, pravzaprav že skoraj na meji tirana je bil na trenutke, res. Je bilo težko z njim stajati, no, resnično. Ampak zato ga nimam nič manj rada. Pa tudi nobeno od nas. Ga imamo vse zelo, zelo radi in tudi verjamem, da Miran tudi, no. Bi kolegici še kaj dodali, mogoče k temu studi? Jaz bi tako rekla, da smo samo me, da smo tam delali, da nam je bilo tako, da respekt, strah, veste, gremo samo v tiskarne, ko so vsi strumno stali in samo poslušali, on povedal, ker ima toliko znanja, da gremo naprej, LDS, to so vsi stali in poslušali in oni govorili, in ravno tako, naročnik. Pa tudi, recimo, jaz sem začela delati ravno, ko je delal kongres, svetovni kongres endokrinologov, kjer so bili
v ožjem strokovnem odboru profesor Kocijančičeva, profesor Pfeifferjeva, ne, in to so ga vsi poslušali. Ne. In je res avtoriteto, je bil mojster, ki se mu je zaupala. Ja, pa še nekaj, jaz sem dodala, nikar ne smemo misliti, da je Matjaž Vipotnik in Studio Vipotnik, da smo delali samo gledališke ali pa kulturne stvari, sploh ni res. Matjaž je naredil ogromno stvari, ki niso pač tako v ospredju, zato ker pač niso bile vidne kot pipanov plakat, kot ne vem, druge stvari, kot logotip drame, ampak so bile pa narejene in tudi še vedno vrhunsko narejene in tudi skomunicirane. Celostne podobe Tako, raznih podjetij. Tako, Matjaž ni rekel ne, on ni bil vzvišen, on je seveda meni enkrat rekel ne. Meni je rekel, škaj Danila, tako ti bom rekel, ne, mače mi ponudijo margarino, pa plakat, ali pa knjižno opremo, veš, da bom vzel knjižno opremo. Ampak, margarina je tudi, jo je treba oblikovati. Veš, je jasno dal vedeti, kaj je njemu ljubše, ampak nikoli ni bil to preuzvišen, da bi rekel, ne, to pa ne bom, ali pa zato se ne bom pobrigal, ali pa to ne bom se temu posvetil tako kot plakatu od koga, ne. Če dovolite, sam nekaj bi rad opozoril, da ne bi po slučajno pozabili, ne, logotip, če tako rečem, mladinske, Dlan in ptica, ne. Boris A. Novak je napisal en izjemno poetičen, lep tekst, ne. In to se mi zdi, da je tisto, kar presega neko duh časa, ne, ostaja želja po svobodi, dlan, človeški dotik, ne. Ja, Mokle tega znaka je vedno visel v studiu, tisti, ki ste hodili v Vse so studio. bili izrezani te ptički. In še eno, znači, ves čas se razmišljam o tem, kako se je pravzaprav, kako je bil tisti čas, ki naj bi bil enoumje in vse, kar gre zraven, ne. Čim bolj gremo proti tej strani, ne. Plakat za Alico. Jaz mislim, da danes ne bi bil mogoč, ker, pa ne bom zdaj govoril o svojemu pisateljskem kolegu, znamenitem pisatelju mladinskih del, ampak ta plakat Alice bi se danes razumel kot pedofilska zadeva. Ta politična korektnost, skratka, tle je prišlo, tle smo se ujeli v lastno past. Logotip drame tudi med drugim. Pa seveda v bistvu ti tri logotipi, drama, pekarna, pa mladinsko. Ne. Ampak ta Alica mi skozi hod pred oči, zato ker je pač to nekaj, kar je kasneje postalo pravzaprav prepovedano področje. ja. Če smo se za plakateljke ste še spraševali, kdo je ta lepa dekle, ki je fotografirana, s tem, da se ne vidi obraza in je bilo 100 teorij in še ena zraven, ne. No, ampak redu, to je bilo pač interes gledalcev. Alica se mi zdi pa zelo simptomatična, da je to tako, kot je recimo, ko je Janez Janša oziroma Emil Hrvatin obnovo Pupiljo, ključen problem je bil, da danes se seveda kure na odru ne sme zakleti, ker je pač zakon, ki varuje tudi kokoši pred zlorabo. Je pa veliko spregledov. Ja, jaz bi še tak tri ljudi, tri goste bi še v bistvu povabil, da mogoče podelijo z nami kak spomin na Matjaža Vipotnika. Jožef Školč je z nami. Vi ste bili nekako prijatelj njegov in sodelavc, bi rekel, mreža informacij o tem Vipotnikovem krogu se je s telefonskimi pogovori in ob tem researchu za ta večer seveda nekako razširjala. Jaz bi vas v bistvu mogoče povabil, če lahko poveste mogoče v katerem obdobju nekako ste z njim sodelovali, kako ste se spoznali in
pripravljen na to, tako kot vsi drugi so tudi mene najprej dobile te njegove podobe, ne da bi vedeli, kdo jih dela, in tudi v to hišo smo kot družboslovci veliko hodili in razpravljali pač o teh stvarih. In zdaj srečali smo se na en precej nenavaden način. Ne. Jaz sploh nisem vedel, kakšen človek je, ne, ta Vipotnik, razen seveda, da je verjetno najboljši publikovalec v Sloveniji. Vsaj tako se je meni takrat zdelo, in poklical sem ga pa praktično, da rabim eno stvar čez noč. Ne. Za njega je pa veljalo, da je res, da je veliko stvari vzel, ampak ne prav rad, in si je vzel zelo veliko časa za to, da je kaj naredil. To je bila pa zgodba povezana z štrajkom teh starotrških rudarjev. Mi smo takrat sprožili pobudo, da se naredi nek shod v podporo tem ljudem, ki so se zaprli v rudnik. To je bilo, mislim, da smo se dobili recimo petek popoldne, in ta shod je bil potem v Cankarjevem domu že v ponedeljko 5. popoldne. Zdaj vseh teh detaljev je nesmiselno razlagati. V soboto popoldne sva z Edvinom Hladnikom tuhtala, da je treba tudi te stvari malenkost vizualizirati in kaj narediti in kaj tam govoriti. In jaz, evo, ravno prav se je Marks pokazal, sem se spomnil pač tega teksta o židovskem vprašanju, in kdo, kako vzamemo, kdo je pač žid in kdo vse je lahko žid. In sva z Ervinom prišla do tega, da je treba to povedati, in Matjaža sem pa poklical, če bi on naredil peč. Rabili smo ga pa v ponedeljek. On je bil ne vem kje in sploh se kakorkoli, je on meni rekel, da ne pridem čez 14 dni, da ima takrat časa in tako naprej. Jaz sem bil dovolj predrzan, gledano z današnjimi očmi, sploh nisem mogel razumeti, da nekdo nima časa za nekaj tako važnega. No in na koncu smo se res dogovorili in sem mu po telefonu razložil idejo, in tako je nastal Beč Kosovo moja dežela, ki se mi zdi tudi en tak zelo prelomen dogodek tudi v tisti zgodovini 80-ih let, in tudi ta njegova vizualizacija je zelo bistvena, ker poveže pač tiste mokre sanjanje Slovenija, moja dežela z vsem, no kakorkoli. On ne samo, da je to zorganiziral, ko sem jaz prišel v ponedeljek dopoldne v službo, nisem pa imel telefona doma, ker nismo bili ravno, so nam vseeno malenkost nagajali, tako da smo teže stvari delali kot mladinski funkcionarji in si mogel hoditi v govorilnico, pa kam tako, in nihče ni mogel niti poklicati. In tudi jaz nisem mogel obvestiti sodelavcev, kaj bo, in so prinesli 3 žaklje tistih bedžev in noben mi vedel, zakaj ne. Tako da. No, iz tega se je potem razvilo eno res temeljito sodelovanje, se tudi teh prostorov spomnim malenkost drugače. Mi smo tam
hodili in meni ni bilo nikoli jasno, kdaj ti ljudje uspejo potem to, kar smo se pogovarjali, narediti, ker mi smo neskončno se tam pogovarjali in potem so nas te punce razvozile tako, kar pač tako je bilo. Kaj naj še povem, ne? Za mene je bilo recimo zelo pomembno, da sem se tam srečeval z res vrhunskimi avtorji. On, če je delal knjižne opreme za koga, kako, on je tudi z ljudmi, ki so pisali, sedel se z njimi pogovarjal, bral stvari, ne eno zadevo mi je dal v roke, da ne jo pač pogledam in kaj si mislim in tako naprej. Ne. No, zdaj povedal bom še, mislim, lahko bi govoril veliko, ker smo si res ostali, ampak ena stvar, da je bil res sposoben prenesti marsikaj, se je pa zgodila, ko sem pač postal minister za kulturo, ne, je bila ena prvih stvari, ki sem jo naredil, da sem vzel status. Ne. Tako da, ker so bila taka trapasta pravila, ne, da si ti pač presegel nek cenzus, da si bil več upravičen. Mene je to zelo bolelo, ne, in jaz sem, kaj, če ne gre drugač, in sem tisto podpisal, in on je mene poklical, potem čez par dni me tako vprašal, kot ti znal, če vem, kaj podpisujem. In jaz sem bil seveda pripravljen, sem se pa tudi lahko kakšne strahovita zamera. Ne. In potem sem rekel, da mu to lahko vse pojasni, rekel, pa zakaj nisi dal tam Silvestru pa Majdi, da bi ona dva podpisala. Poslušaj, to bi bilo popolnoma nesmiselno, da bi to, no, evo, sodelavci je bilo tudi Ivo Svetina takrat. Takoli, no. Je vam bilo treba nalivnike zapleniti. Vse je dal nekulje. Evo, ne glede na to, ker je bilo to res neka popolnoma mučna stvar, ki jo pa ni bilo mogoče drugače opraviti, on pa ni bil pripravljen delati to, kar je kdo drug delal, da bi v bistvu se skril za kakšne firme, pa bi firme imele ne vem kakšne račune, on bi bil pa revež, ne. In tako je potem on ostal brez tega statusa, midva sva pa ostala pravzaprav do zadnjih ur, kadar sva imela čas pač skupaj. Dalo bi se veliko reči povedati. Tudi pri stranki, ne, on je nam pomagal takrat narediti neko spodobno to podobo, pomagal je pripraviti te kampanje. Celo prvo kampanjo. Celo prvo kampanjo s tem, da in mu ni bilo težko kasneje, je seveda rekel, da ne bi več za nas delal. Takrat tudi jaz nisem bil več naročnik, da mi to ni zmotililo. Ampak to je bilo povezano tako generalno, ne samo ne direktno z LDS-om, ampak tako nasploh, ker enostavno je, ker Matjaž je bil ekstremno načelen in vedno je zelo zahteven do sebe, do svojih sodelavcev in seveda do naročnika, ampak tudi hkrati pa izjemno tudi pošten in je vedno je zahteval, da se vse naredi, ne glede na to, kdo je naročnik, da je izdelek vedno popoln in da je perfekten in dokončen in tako naprej. Je pa bil samo ena anekdota, tako, recimo torej gre za začetek 90-ih, takrat ni bilo več toliko gledališča, ampak so bile bolj knjige, založba Vizar in tako naprej. Večina teh ljudi, torej avtorji, čigar knjige so se oblikovali, so tudi šli skozi ta studio. Ne?
tako da vedno je bilo pestro, no, Jesih je bil samo ena od teh iz konca 80-ih, potem pa čez Vizerja, v bistvu čez studio so šli vsi te avtorji, ki jih je Vizer vključno z, ne spomnim se, kako se je imenovala iniciativa Založba Evropa ali nekaj takega, ali kako je že bilo, torej avtorji z bivšega Jugoslavije. Hotel Evropa. Hotel Evropa, tako. Sarajevski hotel, ki bi porušali, asocirali na to. No in recimo zdaj se vrti tukaj tudi knjiga Mesto in smrt Bogdana Bogdanoviča, tudi Bogdan Bogdanovič je bil, in kar so ga takrat preganjali, smo ga seveda sprejeli na Savici v Koči. Župan Beograda, nekdanji arhitekt in pisatelj. In tako naprej, ampak to sem hotel sam povedati v bistvu, kaj je bilo v začetku, torej tam nekje 93. reče Matjaž, veš, so me povabili, takrat so se verjetno tam nekje ustanovili na Luju oddelki oblikovanja in rekel, veš, so me povabili, da bi šel predavati na Luju, in kaj si rekel? Ja, sem rekel, da ja, če jaz lahko izberem predmet, v redu, kaj si pa izbral? Veš, jaz sem rekel, da bi predaval poslovno etiko in moralo. Skratka, potem, ko v bistvu, ko določene okoliščine ali stvari ali dogajanja niso več bila skladna z njegovim dojemanjem primernosti. Takrat jih je potem tudi odklonil ali pa se jim izognil. To je pa velika razlika od danes. Tako in z njim tudi ugaša nek stoletje. V teh časih jugoslovanskih vojn smo mi veliko skupaj sedeli, on je veliko ljudi poznal in ti, ki so prihajali od Bjanke Ačič, Šerbeđija in vseh teh gledaliških in drugih produktov. To so pravzaprav eno od zatočišč je bilo tudi v tem studiu in teh ljudi. Tudi te ljudi smo pač tam srečevali in pomagali, kot smo pač tudi vedeli in znali. Začelo se je pa z Albanci. On je za njih, to sem jaz šele po 20 letih tudi prvo knjigo naredil za isto Katorija, pa stvari, ki jih je Jaša Zlobec nosil po svetu za te Albance. Tako da je, on je bil ena taka tiha voda, nikoli se ni hvalil, naredil je pa, rekel, krščansko veliko dobrih. Pa še ta studija, kot je gospa prej omenila, v bistvu je en tak, tako kot ena taka šola, v bistvu, ne vem, kako bi to sploh poimenovalo, v bistvu, v kateri se učiš vsega, ne oblikovanja. Oblikovanje je samo eden od segmentov, ampak razmišljanja, etične drže, v bistvu, razpravljaš o književnosti, o poeziji, o slikarstvu, o življenju nasploh, o filozofiji, o vinu, skratka. Nekje z nami je tudi gospod Marjan Paternoster, ki je njegov dolgoletni prijatelj. Gospod Paternoster, jaz bi tudi vas nekako povabil, da podelite kak svoj spomin na Matjaža Vipotnika, pa verjetno kot arhitekt lahko mogoče še kak strokovni vidik. No, malo si me presenetil, bom rekel, ker tudi si me povabil, sem vesel, pa še zmeri sem. Res pa je, da si pripravil samo 4 kratke točke. Zdaj sem šel gospoda Školjča. Moj pogled na Matjaža je zanimiv, večkrat drugače bom povedal, kar ste vi povedali. Prvi letnik arhitekture, grozni let nazaj, to je več kot 40, me je učil risanja Janez Suhadolc.
On je bil prvo uro v mojem razredu, se ne vem, me slište ali me ne. Prvo uro v mojem razredu je bila tudi njegova prva ura predavanja. In vedel se je treno, vse je slove, napake je delal, ne. Ampak je pa delal že plakate grafične. In mi mulci smo ga imeli radi, ker je bil talentiran tako po mojem, kot sto materi. In Suhi je rabo tu pa nekakšno fotografijo, ki sem jo naredil jaz. In tako sem nekako prišel skozi uro pred sobo tudi v studio MSS. VMS, v Skalar, gospod sedi tamle. Za Skalar sem tu pa nekakšno črko naredil, preslikov in naredil. In rekel pa takole. V Drami sem bil skoraj vsak večer, ker sem imel enega prijatelja, ki me je zastonj noter spuščal. Plakati, ki smo jih za Dramo videli, ne bom povedal točno, kjer plakat, so bili pa tisti, Madonna smo rekel, pa si to je dober, ne? Spodaj pisali Vipotnik. In jaz pojma nisem imel, kdo je Vipotnik. Poleg tega nisem veril, da je to priimk, ne? Jaz sem mislil, da to psevdonim. In to se je ponavljalo, kar povedal, to se je ponavljalo, kar iz plakata v plakat. Sinonim za dobro oblikovanje, si mislil zaščitni znak, ne? Potem so pa leta minila, ne? Jaz sem delal za Mohorjevo družbo iz Celovca, za Mohorjevo družbo iz Celja in to, kar sem prej slišal, nič ni res, Matjaž je enkrat odklonil oblikovanje za Mohorjevo družbo. Rekel, da tega pa dal delal. In smo se mi dva prvič, ko večkrat naprej spoznala, jaz se pišem Pater Noster. Delal sem za Mohorjevo družbo. Oni mi so služili na škofiji. Potem se je pa izkazal, da sem šel v Zagreb resnično v ta študentski center, poje svoj plakat. Tam se je tiskal pa poskusni od tistega istega Marksa, ki smo ga danes omenili že 50krat. In jaz sem telefoniral v Ljubljano, Matjažu, nismo prav tako v intimnih odnosih. Poslušaj, Matjaž, 3 napake so v tekstu francoskem Est que l'avenir déjà venu. Človek je bil jezen name. In rekel, če je to res, bom za vsako napako plačal viski. Če pa ni res, no, in tako naprej. Jaz sem to plakat zrolo, ga prinesel v Ljubljano, napake so bile 4. Črke bo pa 5. Oziroma, nekaj bo pa 5. In od takrat naprej je Matjaž, takrat sem rekel, blagi, jasne je plačal viske, več kot 4. In mi je po drugi plati tudi enostavno, bom kljub mirno rekel, začel bolj verjeti in fotografije, ki sem jih delal za njega, iz črno-belih filmov in tako naprej, so se kar vrstile. Ampak, ne bom rekel, da se je končalo tako, ampak to, da smo po mojem res ratali prijatelji, se je tudi kazalo v tem, kot je rekel gospod Školč, da smo včasih posedeli. In zadeva, ki jo pa res rad na glas povedal, v dobrem pomenu besede, tudi povedal bom zakaj. Včasih smo posedeli tudi malo več kot 5 minut. In na koncu, ki bo treba to poravnati, ne, jaz ga enkrat v življenju nisem videl, da bi iz žepa potegnil denarnico. Ne, resnično, jaz ga nisem videl, da bi iz žepa potegnil denarnico, ampak je vedno segel v žep in je vzel ven ene zmečkane liste A4 formata, ki so bili popisani zapiski, potem je bil en majhen telefon in vmes so mi tudi bankovci manjše in večje vrednosti. Takratne aktualne valute. In je plačal in smo šli. Ampak to še ni vse. V zadnjih letih in tudi med tem sem jaz kot fotograf naredil kar en lep arhiv in ta arhiv je ogroben. Ker sem to fotografiral tako rekoč iz meseca v mesec, iz leta v let, no takrat so mi še lase po konci, že danes mi grejo, ne, ker imeti pred sabo tak blazen opus slikarskega dela, to je po mojih 80 elementov, ki jih po moje redki od vas sploh poznate. Knjig je toliko, da se jih našteti ne da. Plakati je seveda neskončno, ampak gre za nekaj drugega. To, da je Matjaž, govorim prijateljsko, potegnil iz žepa en šop papirjev, vmes je bil denar,
na ta isti način je vlekel iz žepa ideje. In te ideje so bile tako raznorodne, da mi mulci, takrat po 40 letih, smo rekli, pa mi bomo to kopirali, pa se to je dobro. Ti nimaš kaj kopirati človeka, ki je enostavno duhovit. In ki se je loteval stvari na tako različen način. In če imaš ti pred sabo 50 knjig v enem popoldnevu in v drugem spet 150 knjig in vidiš raznolikost pristopov, je edina stvar, ki ti ostane, da greš na pivo. Jaz mislim, da je to primeren način, da zaključimo uraden oziroma formalen del večera, pa da se še malo podružimo v klubu. Jaz sam vsem zahvaljujem, da ste se udeležili tega večera. Obveščen sem strani gospe Vesne Tržan, ki je tudi z nami, da se pripravlja retrospektiva in monografija. Jaz upam, da bo čim prej in to je za današnji večer to. Najlepša vam hvala. Pridite še na ostale spremljevalne dogodke v Mladinskem gledališču ob naslednji premieri Žige Divjaka z naslovom Človek, ki je gledal svet. Imamo po premieri pogovor. To je za enkrat za ta mesec to, mislim, da je 22. februarja. Najlepša hvala. Januarja, ja, pa nadaljujemo.